meja, realen prevodnik, pardon, izolant sem tam napisal, realen izolant. Kot primer bi lahko rekel zrak, a ne? Zrak razumemo kot izolant. Realen prevodnik. No, morda bi dali kot primer kovina, ne? Kovina, ne? Rečemo bakar, ni zdaj to pomembno, a ne? Takole. No, gama 1 je v tem primeru približno, ne? 10 na minus 10, 11, 12, eno številko si pač zberemo. Seveda je to odvisno tudi od vlage in tako naprej. Morda se spomnite tiste številke iz prvih ur, ko vam je Aleš o atmosferskem polju govoril, da imamo tistih 100 voltov po metru, potem imamo pa tudi en tak, bi rekel, dež, ne, to se pravi, izgubni tok, oziroma sploh tok v atmosferi, ki je reda velikosti tam, kaj pa vem, 10 na minus 10 amperov po kvadratnem milimetru. Rečemo kaj takšnega, ne. Se pravi, tukaj bi lahko vzeli, kaj pa vem, 10 na minus 12, kar tako rečemo, ne. Lahko bi vzeli tudi 10 na minus 10, ni zdaj to problem. Gama 2 bomo tudi eno okvirno številko vzeli, a ne. Bakar, lahko bi vzeli pa tudi železo, a ne, da bo mogoče še lažje številko vzeti. Za železo imamo tam jekla, ne, tam okrog 10 na 7, ne. Jaz bi kar tukaj dal 10 na 7, a ne. Siemensa po metru. Takole. No, zdaj, če gledamo z vidika tegale razmerja, ne, to razmerje, ne, bi rekel, gama 1 proti gama 2 je pač to, kar imamo, ne, se pravi 10 na minus 19, ne, se pravi, iz tega ven bi lahko rekli, alfa 1 je približno nič, a ne, ali pa malo manj kot nič, ne, oziroma malo več kot nič, nič plus bi lahko rekli, ne, alfa 2 je pa približno pi polovic, ne. Tukaj je nič plus, jaz bom rekel, tukaj je pa pi polovic manj nekaj malega, ne. No, seveda, tako majhnih kotov na tabli ne moramo, bi rekel, risati, a ne, v nekem merilu, zato bomo naredili sliko rahlo karikirano, ne. Na sliki bom jaz ta kot predstavil, ampak bo ustrezno majhen, a ne. Takole, morda, ja, bi kar narisali, a ne. Torej gama 1, gama 2, no, tole navpičnico, ne. To se pravi, te silnice oziroma gostotnice, ne, bi izgledale približno zdaj takole, ne. Torej, rišem zelo karikirano, ne. Torej, te kote risarsko ne moramo upodobiti, zato moramo malo pretiravati, ne. Torej, naredimo neke vrste karikaturo, ne. Karikaturo teh razmer. Se pravi, to je zdaj prevodnik, to je pa zdaj izolant zrak, ki ima, ali pa karkoli drugega, ne, ki ima tudi nek epsilon, a ne. No, če imamo tukaj v mislih prevodnik, je tale epsilon 2 enako epsilon nič, ne. Rekli smo, prevodnik se ne polarizira, ne. To se pravi, da je zveza med D in E pač epsilon, ne, epsilon nič. Takole. No, da se ne bojo tele šrafure kaj mešale, bom takole redil, ne, prevodnik. Takole, ja, zdaj bi pa morda, jaz kar ene številke vzel, tako da dobimo neke dodatnejše občutke. Zdaj, jasno, da tukajle si bomo mislili 3 točke, spet, ne, T plus, T minus, a ne, eno, ki je že izven žice, drugo, ki je v žici in tudi mejno točko, a ne.
mejno točko T. No, kaj vidimo? To tokovno polje v žici, a ne, je praktično tangentno. Ne? Torej, vidimo, da pravzaprav prevodnik predstavlja kanal za električni tok. Ne? Glavnina se plazi po prevodniku, nekaj malega pa izstopa. No? Da bi dobili te občutke, koliko je to malo veliko, bi se malo zavrteli okrog teh številk, pa okrog, bi rekel, še nekih drugih podatkov, ki si jih bomo primerno izbrali. Dajmo takole reči. Naj bo E normalni v točki T+. To se pravi, E tik nad površino, no pa morda lahko še tole skiciram, ne, tukaj je presežek, rečemo, plusov, v primeru tele usmeritve, ne. No, jaz bi vzel za E normalni v T plus eno tako številko, ki je čist tehnično sprejemljiva, to so reda tudi do megavolta po metru. Pa bom kar vzel megavolt, a ne. Prebojna je itak 3, ne. To se pravi, vzemimo, da je to 10 na 600 volta na meter, oziroma 1 megavolt po metru. Torej, tole se izberemo. Dalje, dajmo se izbrati še J tangentni v T minus. Torej, ker predstavlja ta prevodnik kanal za električni tok, ne, te gostote, pa tudi vemo približno, kje se gibljajo. Rekli smo, da so nekako maksimirane pri 4 amperih po kvadratnem milimetru, oziroma 4 megaampere po kvadratnem metru, pa ne bomo šli na 4, jaz bom vzel 1 megaamper po metru. Se pravi, 10 na 600 ampera po metru kvadrat. Torej, to je ena okvirna, ne, poljska jakost, ki ima še neko rezervo, ne, do prebojne, in tudi tukaj imamo še neko rezervo do tiste gostote, ki, bi rekel, ne povzroča kakšnih termičnih težav. No, pa pojdimo iz teh številk še naprej, v luči seveda mejnih pogojev, ki smo jih včeraj imeli. Ne. To se pravi, iz normalne komponente tokove poljske jakosti sledi normalna komponenta poljske jakosti v T plus. Ne. Normalna komponenta v T plus, ne, je pač poljska jakost krat prevodnost tistega ambienta, krat gamma 1. Ne. To se pravi, 10 na 600 krat 10 na minus 12 je 10 na minus 600. Se pravi, tukaj le pišemo, ne, 10 na minus 600 ampera po kvadratnem metru. No, ker je pa normalna komponenta tokove gostote zvezna, lahko pišemo, da je J normalni v T minus tudi toliko, ne? Tudi 10 na minus 600 ampera po kvadratnem metru. Ne? Torej zveznost normalne komponente. No, iz tele tangentne komponente v prevodniku pa preko tele game dobimo, kakšna je poljska jakost. Poljska jakost, ne, je J z gama, to se pravi 10 na 600 deljeno z 10 na 7, to se pravi, da bo E tangentni v T minus enak, ne, če smo okvirno številko vzel, bo to 0,1, ne, ali pa 100 mil, bom kar pisal 0,1 volt po metru. No, in ker je tangentna komponenta na meji zvezna, je tudi ET v T plus pač 0,1 volt po metru. Ne? In zdaj, ne, če pogledamo tole dvoje, to se pravi, če normalno pa tangentno komponento pogledamo v prevodniku, a ne, vidimo, da je tangentna komponenta za 12 dekad močnejša od normalne komponente. Ne. Za 12 dekad, ne. To se pravi, to ni nič. Ne. Se pravi, jaz lahko rečem, tok v prevodniku je tangenten in je površina prevodnika je ograja pretočne cevke. Ne. Dalje, če pogledamo tole številko, tole in pa tole, ne,
je v zraku tangentna komponenta 0,1 volt po metru, ne, normalna pa tole. To se pravi za 7 dekadičnih razredov. To se pravi, tale ordinata proti abscisi, tega trikotnika, ne, je 1:10⁷. Ne. Torej, tega jaz ne morem narisati, zato je ta slika pač karikirana. Ne. Je karikatura. Ne. No, ostalega pač ni potrebno komentirati, ne. Dovolj je tole. Ne. To se pravi, da vidimo kaj. Da je pravzaprav električno polje v tem našem zraku pravzaprav takšno kot v tej situaciji. Zdaj, tele razmere niso nič kaj dosti drugačne od teh. Zdaj, meja idealen izolant, idealen prevodnik je pravzaprav zelo dobra aproksimacija za realen izolator, realen prevodnik. Hvala Bogu. Ampak se moramo pa nečesa kljub vsemu zavedati. Nekaj pa je drugače. Glejte, ker ima zadeva neko tangentno komponento, zdaj ta točka, rečemo točka A, in je tule točka B, ti dve točki nista več na istem potencialu. Tam sta bili. Tam je bila površina supraprevodnika, ekvipotencialna površina. Tukaj pa zdaj ni več. To se pravi, napetost UAB, ali z veliko, se vsem zdaj bistveno, ni to, je zdaj integral od A do B E krat dl. Ja, to je pa zdaj enako integral od A do B E tangentni krat dl. In zdaj, ker pa tule imamo neko tangentno komponento in če sta ti dve točki narazen, da je to neka žica, da sta ti dve točki narazen 10 metrov, rečemo 10 metrov, da je pa poljska jakost v žici toliko, kot smo napisali, 0,1 volt po metru, potem sta ti dve točki na potencialni razliki 1 volta. To se pravi, površina ni več ekvipotencialna. No, govorimo o tako imenovanem padcu potenciala ali tudi napetosti, vzdolž toka. No, in v tem našem primeru bi to bilo pač, da je to približno 0,1 volt po metru krat razdalja med točkama A, B. Kratko malo takole. No, na kaj vas želim opozoriti? To se pravi, mi se zdaj pripravljamo že na vstop v električna vezja. Imamo tukaj le eno žico, drugo žico. Tukaj je pa pač zaenkrat karkoli, lahko bo to upor, lahko bo neko drugo vezje, ni zdaj pomembno. Torej, to je zdaj tale naša situacija. Prevodnik izolant. In če smo se s tole mejo ukvarjali, smo se pravzaprav ukvarjali s tole, bi rekel, neposredno okolico tega stika. Kaj pa zdaj to pomeni? No, tukaj je pač nek UG, tule imamo nek tok, rečemo enosmerni tok, lahko je tam nek upor, nek grelc, neka svetilka, ni bistveno. Kaj se zdaj dogaja? Tukaj imamo seveda presežek plusov, po tej žici imamo presežek minusov, seveda po celotni površini, okrog in okrog. Saj spomnite se, ko smo, če iz konca pogledamo, je takole, spet malo karikirano rišem. Tukaj imamo pluse, na hrbtni strani malo bolj naredko. Takole, če bi z konca pogledal, takole izgleda. In zdaj, glejte, ko tega toka ni bilo, to se pravi, ko smo imeli tisto elektrostatično pravljico, je bila silnica takšnale. Električno polje je izstopalo pod pravim kotom in je bilo usmerjeno k drugi žici. Kaj se pa v luči tega zdaj zgodi? V luči tega pa ta silnica ni več pravokotna, ampak je, spet karikirano rišem, takale. To se pravi, vzdolž toka, tukaj imamo tokovo gostoto. Tu je tokova gostota, tule pa seveda nazaj.
To se pravi, naše silnice nad površino prevodnika so zdaj rahlo nagnjene. Nagnjene v smer toka v žici. No, tukaj je tok v nasprotno smer, ne, je pač vektor E tukaj takole, ne, takole je vektor E, ne, tukaj pa takole. Kot rečeno, karikirano rišem, ne, tale proti temu je 1:10⁷. Ne. Ampak, torej, gledamo resnici nekako v oči, ne, se zavedamo. In to je zdaj pomembno, ne, in zdaj, če imam jaz tukaj eno točko A, tule nekje imam pa točko B, a ne, potem ta točka ni na istem potencialu, kot je ta, kar pomeni, da je napetost med tema dvema točkama, če je tule pa A črtica, tukaj je B pa B črtica. Tale napetost U, B, B črtica, tole bi bila pa napetost U, A, A črtica. In ta zadeva, ne, kaže na to, da je U, B, B črtica manjši od U, A, A črtica. To se pravi, če imam jaz tukaj vmes 100 voltov, imam tukaj 99,5, tule 99, tole 98,5, 98. To se pravi, od 100 voltov dobi tole moje breme samo še 98 voltov. To je pa tisti padec napetosti, o katerem včasih govorimo, ne? Da tistega breme ne dobi, kar imamo na generatorski strani, zaradi tega, ker je pač naš povezovalni element, torej dvovod, kabel, karkoli že imamo, take izgubne narave, ne? Da ima pač neko, rečemo tudi, parazitno poljsko jakost, ne? Torej, tale tangentni del, ki mi dela ta padec napetosti, je ta parazitna poljska jakost, ki je tukaj v tem idealnem primeru enaka nič, ne? Supraprevodna. Supraprevodni kanal, takole. No, kasneje, lahko pa že zdaj majčkeno skiciramo, ne? Kasneje bomo tole modelirali pač s takim vezjem, ne? Tole bo, rečemo, neko breme, ne? Pa bo to prva žica, tole upor, ki predstavlja drugo žico in pač breme in generator. Torej, to bo na koncu naše modelno vezje. Ampak tukaj malo prehitevam, ker še nimamo tega elementa zdefiniranega, element upor, ne? Kot strnjen element električnih vezij. To pa pride zdaj takoj na vrsto. No, jaz sem, da bomo še o čem drugem govorili v nadaljevanju, ne? Med tema dvema žicama je zdaj zrak, to se pravi, imamo nek izgubni tok tudi v tem delu, ne? Tudi tule imamo nek J, ki je zelo majhen, a ne? Včasih je morda zelo zanemarljiv, ampak je. To se pravi, da imam jaz med tema dvema žicama še en tok. Ni to glavni tok, ampak imam še izolacijske tokove in tako naprej. To se pravi, bo treba tudi tole sliko v nadaljevanju še malo popraviti. Bo treba še tule vmes dati en upor, ker imamo en tok tudi tam, en kanal, pa dve žici predstavljata tudi kondenzator, smo ugotovili. To se pravi, bo treba tukaj še tole upoštevati. A vidite? In zdaj tale slika pa nekako povzema, bi rekel, nekako fizikalne dogodke v tej strukturi, ne? Generator, noter se skriva seveda neelektrična razdvajalna sila, ki pač vzdržuje to zgodbo. Ti dve parazitni upornosti, ki predstavljata pravzaprav tole situacijo. Tole je pač izgubni tok, ne? Ves tok ne pride do konca bremena, ampak se ga nekaj že prej zaključi, ne? In pa še kapacitivnost med žicama, ne? No, kasneje bomo k temu dodali še induktivnost in tako naprej, ne? Vidite, dve bogi žici, pa kako komplicirano vezje, kako kompliciran model. Torej, model mora povzemati, takrat je šele dober, ko model povzema vse fizikalne dogodke v tem sistemu. Ne?
In več, ki jih, bi rekel, zajame ali povzame, boljši je. Vsi včasih lahko kakšno stvar tukaj not zanemarimo, rečemo, se to je pa tako malo, da ni treba, ampak moramo vedeti, kaj počnemo in zakaj počnemo in kako počnemo. Ne?